sem Nikolaj Kavčič, vulgo Nikolaj Miklavž, Šentjoštu, številka 44, sedaj 18. Takrat je bila to pošta Vrhnika, danes je pošta Horjul. In v tem kraju je bila naša družina kar precej velika, če tako govorim, 14 otrok, pa še starši zraven, tako da je bila hiša zmeraj polna enega in drugega, smeha in joka, kakor je bilo. Miklavž, ti si bil po vrsti kateri od vaših otrok? 9. 9. Kateri so bili rojeni prva, saj jih po imenu lahko našteješ? Jože, Stanko, Lojze, Tine, Lovro, Štefan, Ančka, Micka, jaz, Peter, Matija, Janez, Majda, Marko. Vas je bilo vseh 14? To je bilo 14. Jože je bil najstarejši, katerega leta pa se je Jože rodil? Vsi še imam napisano, meni se zdi, da je bil rojen 20. ali 21. leta. Prvič so bile Jože, Stanko, Lojz, 20, 21, 22 ali 21, 22, 24. To ne vem, za en let mi v glavi ne gre. Ne. Potem je bilo eno leto ali dve premirja, potem pa spet 3 zapovrščjo. Ja, tako da potem pa ne vem. Tu se pravi, v vaš hiši je bila včasih gostilna? Gostilna in trgovina. Še, ko sem bil nekje tam mogoče že, kaj povem, čez 10 let star, ko smo imeli tisto huto zraven kapelice, ne, se je držala taka lesena huta, mi smo rekli huta. No, in v tisti noter je na vrhu gor bila ena dolga pobarvana tabla. No, in tisto tablo jaz enkrat, seveda, mi tudi nismo imeli drva nobenih, da bi ne vem kaj, in se mi je zgodilo, sem rekel, se to lepo mi lahko skurimo. No, in jaz tisto dolgo potegnem z odra dol, ven je nesem ven in kaj zagledam. Gor velik napis, gostilna in trgovina. Kavčič Franc. To se pravi, to je bilo še od tvojega starega očeta. Tako. Se ti kaj spomniš še poleg gostilne in trgovine, ali takrat ni več delovala? Ne, 25 leta, ko je mama že bila že pri nas 3 leta, ali koliko, je rekla, da se je začelo vse skupaj podirati. Prvič ni bilo nobenega dohodka od tega, pa še pijača je bilo vsredne. To je bilo pa najslabši. In tako so se potem začele stvari majati. Edino, kar nam je ostalo, ta prostor, kjer imamo Peter svojo spalnico, smo od takrat, ko sem bil rojen, pa do takrat, ko sem se šel od hiše, imenovali Štrcuna. To se pravi, v tem prostoru tudi vrata noter so bile mičkeno drugače kot druga vrata. Tako da tle je bila trgovina. Ne? Gostilna pa nasprot, ne? Tle, kot je naša Petrova hiša zdaj. Ne? Hiša. A pa so tvoji starejši bratje poleg v šole hodili? Starejši bratje so bili tako. Jože je bil, torej vsi so hodili v osnovno šolo. Tle ni bil problem, ne, mama je bila v tem oziru dosledna in komaj je čakala, da so se nekje začeli odvijati v to smer, ne. Ampak seveda, velikanska družina pa tako naprej, revščina pa to, seveda so se pa pojavljale stvari, da so prihajali iz ravnine, to se pravi dol iz tega ljubljanskega polja, so bile pa veliki kmetje, ki so imeli razne živine in tako naprej. In so dobili poziv, da pa so ljudje jim dali vedeti, gor v Šentjošti je poln takih družin, ki nimajo kam z ljudmi. In so prihajali in so rekli, če pride kdo za pastirja ali pa za tak, ne. In tako smo hodili, Jože, Stanko, Lojz, ne, Jože, Stanko je šel, Stanko tudi, Lojz je tudi še služil, Tine, za Tineta ne vem, za Lovra je bil v šoli, jaz sem zadnji služil. Od teh fantov, zadnjič sem jaz šel služiti za pastirje v Belke. Koliko ste bili otroci stari, ko ste začeli služiti? 7, 8 let.
In koliko časa je to trajalo? Koliko, To je bilo kar po vrsti, tako kot se je dogajalo. Recimo, Jože, za Jožeta ne vem, Jože je bil torej mama je točno vedela, se je mogoče tam napisala v svojih spominih, kdaj je Jože šel od doma. Jože je služil, meni se zdi, kar ene par let, mogoče celo 4, 5 ali 6 let. Je služil v Ravn, smo rekli, v Ravn, ne. No in on je bil nekje, se je res v to nekje vključil noter, bil nekje tak pameten fant. Tako, ko je prišel domov, je prisluženo kravo prignal s seboj domov. In to je bila prva krava pri nas, da je mama lahko začela molsti, pa da smo nekje dobili mleko. No in z Jožetom se je nekje začel pol mička naprej premikati. Stanko je bil pa za pastirja na vrh pri Svetih treh kraljih. Ne vem, kako se je rekla tista hiša dol, pod cerkvijo je bila ena velika kmetija. So imeli ne vem koliko živine pa tak, ne. No in tudi Stanko je bil gor mogoče 2 ali pa 3 leta. V glavnem, vsake toliko časa je mama šla vprašati, pa malo pogledati, kako se imajo, a je v redu in tako naprej, ne. No, ampak ko je pa potem v tam gor šel pa spet v Ravn služiti za pastirja, za otroškega varuha, ne. No, in je potem mama čez kakšen let menda šla dol in je dejala, joj, sem ga najdla tam, da ga malo ne bi poznala. Prav umazan, zanemarjen, prav čist tak je bil, da sem se kar smilil, sem rekla, tole pa ne bo šlo več naprej. Je rekla, a ti je kaj dolgčas? Pa je rekel, ja, ko pa je tu dolgčas? Ni vedel nič. Tako da je potem mama ga poklicala nazaj domov. No, seveda, pol so pa se začeli razne stvari kazati. Stanko bi šel v šole. Mama je rekla, joj, Bog se usmili. Tle so veliki kmetje pri Pišk, ko sem imel sem 2 fanta, pa tako kmetijo, je rekel, ljudi ne morem dati služiti, tamle v šole je rekel, to je predrag špas, ne. Naša mama pa, bomo že kako, ne. In se je tako zgodilo. Potem pa prišel Lojz na vrste. Lojz je ravno zamenjal Stankota na vrhu pri Treh kraljih. In menda tudi bil en čas gor, pa je mama prišla pa je rekel, mama, jaz bi se rad šel nekaj učiti. Je rekel, mama, kar povej, bomo že kako, ne. No in ga je malo dobila povezavo dol v Polhovem Gradcu, ne, da je šel se učiti za kolarja. No in to je bilo zanj tako navdušenje, kot ne vem kaj. Na to so se res, te poklice so se jim tako prilagodili, kot da bi nekje on vedel, da v tem živi, ne. To je bil Jože enako, tišler od nog do glave, ne. In Lojze pa s tem, ko je pa delal tele vozičke pa kolesa, ja, to so bile, in mi smo pa z njim navdušeni včasih, ko so v hiš delali, ne, Lojze delal, oba dva, Jože in Lojz, sta prvič naredila velik veštrt, tiskala ima še Peter, daj dole spodaj. No in ta dva sta zrihtala, pol pa začel urodje, nekaj so dobili z Ljubljane, kakor je bilo, ko so se malo začeli malo bolj rihtati od sebe, ne. Tako da Jože pa Lojz sta nekje imela dober navdušen nad tem, da bomo enkrat prišli iz te revščine ven, ko se bomo začeli vsak po svoje. In sta že se spomnim popoldne ob nedeljah, ko sta prišli skup tlele domov in so se že pogovarjali, ja, kje bomo dobili kakšen cegel, kje se bomo začeli, ja, pa tako naprej, kje bomo hiše, ko bomo popravili, pa vse. Torej, to je bil en tak namen, češ, kakor bomo ven z tega. Lojz je bil glih do konca tega 45 leta, je ničkon prej je zaključil tisto svoj del in je kot zaključen oziroma tisto izpitno dokument je imel voziček,
ki ga je pripeljal domov z Pohovega Gradca. No, in to je bil naš voziček, ki smo se ne vem kolikokrat z njim vozili v Črnvrh, drva vozili domov, ma kar češ vse, samo na tisti voziček je bilo vezano, ne. Neverjetno. Tak lušken voziček, da se mi škoda zdi, ker ni Peter takrat po vojni mečkam bolj porajal, da bi vsaj nekaj, da je mogoče kakšen del tega vozička je še nekaj dol, ampak večina je to vse nekaj se razgubilo, ampak to je bil tak navdušen za nas otroke, a ko smo se usedli gor, eden pa vajal odspred, a smo se zapeljali, včasih se zvrnili, pa vse kar češli. Stanko je šel pa v bogoslovje, ali kako? Stanka je šel pa, je bil pa, da prvič je bil, mama se je vse povezvala, viš, tudi naša mama je imela izredne povezave z Rakovnikom in nekje je dobila eno informacijo, da imajo v Veržeju šolo, ne, in da bi Stankota sprejeli v Veržej, ne. No, in je meni, da je kjer let je to bil, jaz ne vem, ne. Torej, je Stanko vsega naštimal doma, pripravil, kakor je. Prvič, ko je šel od hiše čr in pred nikoli nikamor hodil. Da je šel na Drenov grič na vlak, v Ljubljano in v Ljubljani, da se je nekje, da je, kako je tisti vlak takrat vozil naprej, nimam pojma. V glavnem, da je šel v Veržej. No, in še kar je bilo hudo, ko je v Veržej prišel, je ugotovil, da so ga med potjo ukradli. Ne vem, kaj mu je ukradil, in seveda, ko je kje prišel, mu niso verjeli, niti tisti krščanski možje mu niso verjeli, ne, češ si ti nekaj handlil, ne. No, tako da je pisal domov, da je bil čisto ukraden, da ni imel nobenega denarja, ki je prišel. No, in en cajt je pol to trajalo, tako da je, tam je bil pol, meni se zdi, da, kaj povem, mogoče spet 2-3 leta, ali kaj povem. V glavnem spominjam se sem teh pisem, ki jih je mama dobivala. Zmeraj ponovno tisti njihov rektor, prosimo vas, dajte nam nekaj vsaj od tega plačati, mi ne moremo zdrževati, drugače ga bomo mogli pustiti domov, ne. To je bil vsak mesec skoraj, mama pa hodila enkrat sem, enkrat tja, enkrat jajčka, enkrat puter, kaj bomo dali komu, da se kakšen denar dobi. No, in tako se je dogajalo in s Stankotom in še tudi z Lovretom, ne. Lovre je šel pa direktno na Rakovnik, tako da je res predstekati, ko se je lahko odločil, da bo šel v šolo, je rekel, jaz bi pa rad menda celo je rekel, rad bi bil duhovnik. No, in to se pravi, študirala sta Stanko in Lovro, kljub temu mama je delala, ko sta šla od doma, sem mogel vse po skrivnem delati, prav Bog ver, da bi zvedeli ta veliki kmetje, kaj mi počnemo, nam bi še tisto, kar sem od kdaj nam dal, bi rekel, saj vi še šolate otroke, ki jih mi ne moremo, pa bi daj hoteli od nas nekaj imeti, ne. Veš, to je bil ta čudne odnosi so bile. Mama naša je bila toliko pretrpela in toliko bila potrpežljiva, bolj kot, ne vem, trd les, ne. Tako da. Ob začetku vojne si bil ti star nekje 10 let. To se pravi, če si letnik 31. Ja, 32, 42. Aha, 32, ja. Jaz sem recimo glih pred tem, je mama meni prišla iskat v Bevke. Aha. Ja, jaz sem glih takrat, torej dol bi še verjetno bil naprej. Spomnim se še, ko sem v Bevkah šel v šolo. Toliko sem se spomnil tiste šole, še danes mogoče, če bi me kdo tam čez. Vem, da so ogromna okna so bile, kot tle v šoli je bilo še vse tako, ne, mečkano. In šola lepa, to je bila že novejše izdelave. Tako da takrat, ko sem jaz šel dol, kot pastir šel dol, ne, no, je mama prišla me iskat, ja, in je rekla, nekje se čudne stvari dogajajo, je že videla, kaj se dogaja, nekje se je že začel ta morija in je mama delala, ja, najboljš, naj gre domov, bomo doma vse skupaj, kakor se lahko držimo, da ja ne bi se kdo ki je zgubil. No, in tako smo se potem, me je potegnila, da sva prišla domov v Šentjošt, ne.
Pa se ti kaj teh začetkov spomniš tukaj v Šentjoštu, ko se je vojna začela? Kaj se je dogajalo na tem območju? Veš, kako je. Tle je bilo od začetka, mogoče niti nismo kot otroci. Prvič nismo imeli interes, da bi nas zanimali, kaj možje ali višji možje ali žene delajo. Ne. Ampak sem pa, kje se je le kakšna stvar zvila z tega ven, da smo začeli slišati, ne, da se nekaj dogaja. To smo pa malo pol dobili. No, in ko sem enkrat zaslišal, torej takrat je propadla jugoslovanska armada, ne. No, in takrat smo pa videli vse ta orožja, ki so ga oni imeli v teh kasarnah, je več ali manj ostalo tam. In seveda, takrat, kdo je, recimo Piškov Johan, se spomnim, kaj je bil, je šel v Lavrovc, gor so bile pa velike te barake, ko so delali to cesto, celo vlak so imeli napeljan gor. No, in ko so delali to cesto, so morali vse pustiti, ne, te ogromne podzemne trdnjave, ki so jih delali, so ostale tam. Ampak takle kmečki fantje so se pa več upali in so malo videli, aha, tle pa da je pa cela reč, je bilo orožja, nafte, ko so recimo rabili, ali ne vem, za njihove tiste stroje, ne. No, in Piškov Johan je meni, da celo en cel sod nafte privlekel domov. Pa še naš Lojz mu je nekaj pomagal. Tako da nazadnje so tiste nafto malo med nami pa med Piškovimi delili. Tako da smo mi in oni so nekaj hodili k nam po Kangelcu, da so natočili, potem pa spet doma, ne. In tako je bil tak povezava je bila, ne. Mičko, da so drugemu pomagali, ne da bi se skregali ali pa da bi rekli, to je naše, ne. To je bilo lepo tako družbeno. No, in veliko orožja se je takrat pa pripeljalo tamle nad Poldetom v Kurjo vas. Tam tiste zadnji ovink gor, ki je, mičko nazaj, ki je noter dol proti onemu mostu, tam je bila ena gmajna noter, vmes med spodnjo in zgornjo, ne, tole cesto. V tej gmajni noter je bilo pa polno tega orožja. In tle so nabrali večinoma teh Mauserk nemških, ne. To se pravi, še te prave puške jugoslovanske izvedbe, pa nekaj take, ne. In kaj je bilo? Enkrat, ko smo, ne vem, s kom sva hodila, ali sva s Petrom, ko smo naše ovce pasli, sva šla tle v Kurjo vas. Ne v Kurjo vas, tle v Brinov las, pa potem naprej gor. Tle smo naše ovce gonili ali po gmajnah, ali pa kje po takih brzelih, kjer je bila nekje kukar toliko kakšna trava. Vse ovce doma nismo mogli nič, ampak po teh bregovih so pa zmeraj se spasle, pa tako naprej. In se spomnim, ko so se vračali nazaj iz Črnega vrha, iz Črne doline, tle proti Brinom lazu, tisto vinek je bil najbolj na temnem prostoru noter. Sem pa tle zagledal nekaj fantov s puškam. In to pa mi je, kaj pa to zdaj, ne? No, in kmalu zatem pol pa vidim, je pa naš Jože nekje že dal vedeti, da je že dobil eno puško, potem Lojz. In seveda to je bilo vse bolj po skrivnem, so imeli pa prkrvine te povezave, tam od njih nekje je prihajal torej ta osnovni navodilo, kaj in kako. In tako so se začeli fantje zdržati, so rekli, nič se ne ve, kaj se bo zgodilo, ne. Se je pa seveda, so že videli, da se zbirajo po teh gmajnah, pa po raznih teh krajih, tele prvi, ki so levičarji in so bili proti vsemu temu, ne. In to se je začelo zmeraj bolj nekaj poostriti. In seveda prvič so te naši fantje mogli to orožje skriti, da ja ne bi kdo jih najdel na tem področju in so se potuhnili. Češ, pustimo, ampak imamo pa pripravljeno, ne. No in seveda ta levi so pa videli, da je cajt, dajmo delati propagando za to OF pa komunizem pa on pa ne vem kaj. In seveda tako so potem predvsem po
učiteljih, učiteljice, učitelji. Te so nekje bili vodilni, ki so potem po šolah in tudi poskusili starše pregovarjati, češ, poglejte, tole prihaja novi časi, dajte se, pridružite se nami, ne, in bomo mi imamo perspektive, mi vemo, kaj bomo naredili in tako naprej. Seveda, takrat se je bolj začela ta okupacija, počasi so Italijani začeli pritiskati, tam pa Madžari, pa gor Nemci. In te se stvari začele pa zmeraj bolj ostro pokazati, kdo je, kje pa kaj. Ne. In seveda, tle fante so vedeli, komunizem ne. Vodja, ki je bil ta Jokl Žakelj, je točno povedal in naša mama je imela z njim tako fajn povezave. Tako da mi je bil nazadnje še on moj birmanski boter. Ker je moj prvi boter je padel tamle dol na Ključu. Brnkov Francel je padel na Ključu, ki mi je že priskrbel obleko. Mi je že obleko naredil. Lih tisti teden, ali kaj je bila predtem, ko sem imel pa hajko na Ključu s temi Italijani in je padel dol, oziroma je bil ranjen, no in je potem so ga odpeljali v bolnico. Še danes včasih, če sem toliko pri moči, grem na njegov grob v Ljubljani, na Žalah, to so tisti grobovi, a njih 5 je še čist tam nekje v enem kotu noter, ki jih niso še nič prekopali, še zmeraj stojijo tiste osnovne table, samo še napisi gor, kdaj je bil rojen, kdaj je umrl, pa nebene druge stvari. Pa vidim, še zmeraj se pojavljajo kakšne lučke, tako da še zmeraj so te ne povezave. No, jaz sem do njega hodil dolg let, ko smo šli z Angelco po Žalah dol, ali pa v polje, pa na Žale, in smo zmeraj nesli svečko, pa molila dol in oče naš, pa tako. Tako da sem še zmeraj mu hvaležen. No. Jokl je bil pa moj čisto tako, čez noč mama je rekla, nima nobenega, dej, no, rekla, saj pej z njim, tlele čez po cirku, da boš šel skozi. No. In tako smo pol, ena slika pa meni, da imamo tam, da je res bil boter, ne. Druga je bila pa vsa prazna, nekaj. Štekati je on imel čist druge stvari. A se Italijanov kaj spomniš, kako je bilo, ko so v Šentjošt prišli? Italijanov se spomnim, kar mi rekel tako, občasno, ko so prvič začeli hoditi skozi vas. To je bila ena čudna komedija. Italijani, da bi rekel, da se je kdo upal sam priti nikoli. To je bila cela skupina, ponavadi še s njihovimi tistimi tanki, ne, tanki niso še imeli takrat, ampak so bile take tovorne avtomobili, ne, ker so noter bile, bi rekel, zaklenjeni ali v tistih kovinskih okvirih, skoraj kot oklepni avtomobili. Ne. No, in to so nekje prišli, enkrat meni se zdi, da s Horjula gor. Je bila kar precej velika skupina, tako da so tle do cerkve avti stali skozi, kje po vrst. In seveda pa so pa začeli pa ti frajse jim dali in so začeli po vas hoditi, gor pa dol. Ne. No in kaj, enkrat so se ustavili in so imeli verjetno nalogo, da bojo tle več časa, ne samo en dan. In so začeli takoj hoditi po hišah. Je prišel, mi smo kar blizu cerkve, je prišel in tem njihov poveljnik in rekel, bomo pogledali, kje imate prostor, in so nam dali v štibelc, tam od kuhne gor je bil en štibelc, ki je bil še en tak prostor. In rekel, to bo naš prostor, tle bomo mi imeli svoje ljudi, če bo treba in tako naprej. Ne. Ali pa druge povsod. Tako da so jih kar nekje nasedli, tlele po Šentjoštu, zdaj koliko je bilo kje, pa kaj, nemam čist nič pojma, sem bil še enkrat premalo, da bi se v to zanimal. Ampak je bila par dni, ker so oni tle začeli svoje delati, kakor se jim zdelo. Ne. In če se celo spomnim, da so še tle gor na Kugelč začeli kanone voziti. Kanone voziti mimo naše hiše. In še celo za našo hlih za našo hišo je rekel en Italijan, veni kva kanone, ne, sem dejte kanone. Ne.
To je bilo, mi smo tam gledali, kaj je to zdaj, ne. No, ene so pa gor na Kugelču gonili nekje do sredin Kugelča, so jih vlekli Italijani gor po tistem bregu in nekje tam vkopali noter. To je bilo mogoče par dni, ne. Pa je pa nova komanda, pa se je šlo premik nazaj, pa vse je odšlo, pa ni bilo nobenih več, ne. Vas je bilo kaj strah Italijanov? Italijanov smo se mi bali zaradi tega, ker so nam takoj pobrali kure okoli hiše. Pa na vrtu, ki je bila odzunaj, recimo čebula, česen, to je vse šlo, takoj. Vse, kar je bilo, ali pa jačke, ne, ni bilo kaj. To so hodili okoli hiše, kdo upal, se ni noben z njim nič, vedeli nismo nič, Stanko ni doma bil, ki bi lahko znal italijansko, ne. In mi smo sem zaklenili, ponovadi je del Stanko, zaklenite se noter, pa pustite ne iti hoditi tam okoli, sem da ne bojo not prišli. Ja, ampak seveda, pa so pa rekli enkrat preiskava in so prišli noter, tako kot pol partizani, ne. Ampak niso bile nikoli toliko divjaški, kot so bile pol, kasneje te domači. Je pa šel, ne, po hiši je šel gor pa dol, pa tudi odprl, tam recimo se spomnim, mamino skrinjo in tam noter je pa na Stanko imel pa pripravljen za tale svoj, tistle, kaj je že bil, tak, ne mikrofon, ampak je imel že radio. Postajo na tiste, ne vem, kako se je rekel, to je en tak, na iskro ali kaj, zdajle mi ne gre v glavo, so točni izrazi za to. No, in Stanka je bil navdušen nad tem in je dejansko potegnil iz enega jabolka dol pa do hiše ena žico, od tam je imel pol anteno v to zgornjo hišo in v zgornji hiši je imel potem pa tole, to aparaturco spravljeno noter in ta Italijan je kakor odprl mamino skrinjo, tam so bile rjuhe noter, kaj vse, in je začel brklati in je našel vmes. Gora je pa pisal Radione. Kaj pa to zdaj, ne? In takoj je halo ratov, ne. In seveda mama so dali, jaz ne vem, nič o tem, noben ni nič vedel. Stankota ni bila takrat doma, je še zmeraj v šoli. In seveda, en cajt s tistem nekje hodil, s tisto tablico je bila, pa nekam so šli, kaj povem, in noben se ni pol več za to zanimal, ne. Tako da Stanko je pol le kasneje, smo še tudi 43. leta poslušali radio, ki je govoril, ljubljanski radio, je Stanko poslušal recimo kakšna poročila in je nam povedal, ja, tole se zdaj na svet dogaja, kje so Nemci prodirali, pa vse take stvari. To je bilo pa že takrat, ko je bila že vojna v polnem zahodu, ne. A so partizani, ali kako ste takrat rekli tem, ko so se pa kot terenci, kako ste vi po domače rekli? Gošarji, majnarji, ali kaj povem. Aha. Kdaj so se pa te začeli? Te so se pojavljali, tako bi rekel, ilegalno, ne, več ali manj, nič javno. Ampak tle najbolj je vedel spet Jokl, tale Žakelj, ne, ki je te stvari najbolj poznal v detajl in jih je sledil, čeprav so oni njega še bolj sledili, kakor on njih. Tako da je naša mama je pa velikokrat šla Jokla dela, Jokl, ti veš, povej malo, kako je, ne, in on je naš mam veliko zaupal in je tudi povedal, je rekel, tele učitelji, in je povedal, Betka ali pa tele, ki zdaj stanujejo na Ljubljanci, ne, dol so stanovali, te učitelji in učiteljica, je rekel, to so vse več ali manj dirigirani po levi strani. Je rekel, ne nasedajte, prav, vse bojo po šoli, vse sorta počenjali, pa poskušali vas pregovarjati. In je rekel, naš mam, dajte, vi imate malo več možnosti med ljudmi. In je naša mama šla, kamorkoli je šla, takoj povedala, ne nasedajte, tole, kar se bojo dale, začeli razni shodi, bojo poskušali dobiti vas skupaj, ne, da bi se začele tiste organizacije. Tega pa Jokl, rekel sem, tega ne pustiti. Seveda se je pa dogajalo obratno. Oni, ta levi, so se pa že
nekje podružili, predvsem na Ljubljanci so se shajali, tako da so jih Italijani, že Italijani sledili, kako so prihajali Italijani iz Horjula ali pa ne vem, kar je povezava na Ljubljanco, in so sledili tem, ki so imeli dol razne tele shode in se pogovarjali, kaj bomo naredili, kako bomo kje začeli svojo akcijo. Ne. No, in tam so se verjetno tudi dogovorili, da so ta prvič potem prišli enkrat v Šentjošt, v tole hišo, kakor jo imate zdaj, ne, Mežinet, in začeli tam združili vse tele kmete, vaške, in začeli svojo propagando. Ne. Češ, da treba se zdajle pač treba odločiti, mi imamo vse že tako pripravljeno in da je kaj se je vse govorili, takrat nimam pojma. Šlo je, meni se zdi, da od naših domačih, meni se zdi, da je bil samo Jože, ki je bil že toliko star, da je šel tudi v tale del, ker so jih sklisali skupaj, ne. No, potem župnika, ne, pa še tole, kar je bilo, kmete, te velike gospodarje. No, in tam so se meni to pregovarjali, kaj je bilo tisto, to mogoče še, kdo če je Žakelj kaj pisal, kaj povem, nekaj verjetno še obstoje v kakšnih dokumentih. Tako da, v glavnem, oni so delali veliko propagando, da bi se Šentjoščani priključili, ker so videli, da tle pa je malo težje kakor druge, ne. No, in seveda, potem so začeli pa malo bolj slediti, ne. In potem, ko so videli, da le to ne gre, so začeli pa iz silo, ne. Potem se je začela pa drugače obnašati, ko so začeli pa pritiskati naokoli na to, da če vi ne boste, seveda, mogoče je bil pa en premik s tem, ko so pa Italijani dobili to informacijo, so pa en dan prišli v Šentjošt in so šli dol na Ljubljanco, pobrali dol, kaj že bil Janez, pa ne vem, kjeri so bili še, prišli v Šentjošt, pobrali učitelja, učiteljico in seveda, takrat je pa bilo pa še, jaz sem še pa celo znajdu tamle pri Lipih se je štel tle pri Mižniji. In je menda bilo rečeno, da jih je, da pa ne vem, ali je bil Malavašič Roman, ali je bil, meni se zdi, da je Malavašič Roman, ker župnik na Gode je bil takrat že zelo bolan, tako da on ni bil, ampak meni se zdi, da je Roman bil pozvan, da naj jih izpove. In so jih, seveda, italijanska vojska jih je gnala skozi zakristijo, ne skozi glavna vrata, skozi zakristijo v cerkev in je potem od zunaj stražila, ne vem koliko cajta, se je štelo, da se lahko spovejo. Ne? Da je kaj se je dogajalo v cerkvi, Roman Malavašič bi mogel povedati, pa je že zdavnaj pokojni. In tako, da nič ne vem drugega. Jaz se spomnim, ko sem stal tam pri Lip, ko so jih mimo gnali in seveda, kdo, kaj bom jaz tam bogi redeč. In seveda, potem, kar so jih spustili ven, ne vem, koliko je bilo to, pol ure ali ura, kaj povem, so pa šli naprej pa v Rovte, ne, v to smer dol in tam so jih pol pobili, ne. Tam pred Rovtom dol, ne, tam tiste vink ali tisto od spodaj se imajo, da je en spominski obeležje nekje tam, ne. To se pravi, Italijani so jih gnali in Italijani so jih pobili. Tako je, ja. Oni so videli, da oni zganjajo tle propagando in oni so rekli, delajo proti vladi, proti našim, ne, torej proti Italijanom in so se rekli, to pa ne bomo pustili in seveda so jih nekje sklicali takrat skupaj, kaj je njihova komanda, kdo je to bil, pa kaj to, nimam pojma. V glavnem takrat, jaz še se zadnjič se spomnim, da sem jih takrat videl tle, ko so jih gnali mimo cerkve naprej proti Rovtam, ne. Ko se je osnovala vaška straža, si ti kaj vedel za te stvari? To se pravi, prej si omenil, da so orožje že prej zbirali, to se pravi,
zdaj so pa nekako javno nastopili, ali kako je prišlo do tega? Enkrat ob taki priliki, bom spet rekel, tle, ko smo z Brino Galaza na tem ovinku, zagledal, da se več tam že mogoče večkrat se shajali. No in ob eni priliki so tam prvič začeli streljati. To je bil prostor, nekaj je bil zelo zatišil noter, se ni slišal nekaj ven, ampak čist noter v tem grabnu dol. Ne. No in tukaj so prvi začeli streljati, kaj v tiste smreke, pa kaj pa vem, kaj so se nekaj prvič učili, kako se dela z orožjem. To je bilo. Potem drugo vajo sem jih pa videl, to je bilo pa že, ko so se že aktivirali tle v Faroš, ko jih je pa Piškov Johan, ki se je štel, da je lovc, ne, in tako naprej, že v tem doma. In je tudi, jaz pa kot butelj, ali kaj povem, otroci smo letali takrat, kar vse vprek, v križin, ne. No, in sem tudi stal tam pred Farožem in se spomnim, ko je potem Piškov Johan, enih par teh fantov, je rekel, pejte sem, in je kazal tam puško, kako, rekel, kako se to rihta, kako se polni in kako se strelja, kako moraš puško držati. No, in je tam meni se zdi, da je bil, ne vem, en drevo je rasel, tam le glih pred Farožem, v tistem prostoru noter, danes ni nič tega. No, in je tam takole v korenina dol streljal. Ne, tako da je na videz kazal, kako se to dogaja z orožjem. Teh dveh primerov se spomnim, pred kot se je recimo pol začela kakšna hujši hajka ali pa ne vem kaj, ne. Hajka so poskušali, ne, tele Italijani so takrat ponovadi bolj dol v Horjuji bile, ne, nobenih ni dosti, jih prav malih je zanimalo, kaj se tle gor dogaja, ne. Edin, če je kakšen kaj dol šel prositi ali pa da so kdaj kaj prišli, ali pa če je kakšen marš šel skozi. Zgodilo se je, da so enkrat naredili en marš gor do, kaj povem, gor do potoka, pol so se pa vračali nazaj, pa čez Črn vrh, čez tale grič. In mi smo bile v Brinov las, smo nekaj delali, mama pa ne vem, kdo smo bili še otroci. In je začel pokati tam gor, čist blizu nas. In sem rekel, ko pa daj, ja, Italijani, ja, pa kaj je. In se je tisti zmeraj bolj premikal, zmeraj bolj tle čez tale Črn vrh, tam nekaj se čez vidimo. In so se premikali in so lepo eno hajko so delali čist kot za luksus verjetno. So streljali vse oprek, Krke, po Gmaju, nekaj pa vem. In tako, da so prišli čez tele Gmajno in tle dol do tega Levinkota, potem pa v Čete, pa so šli spet nazaj, kjer je Faroš, ali kaj pa vem, kaj odlane. Kako pa se prvega napada spomniš? Do prvega napada se spomnim, jaz pa kar precej dober, zato ker smo pa že bile toliko, da smo vedeli, da se nekaj dogaja. Najhujše je bilo pa to, ker je bil tak velikanski požar. Ta požar, ki je bil tle, je bil pa nekje za nas otroke kar malo groza, ne. To, kakor se je recimo ta plamen, ker je gorela mežnarija. Mežnarija je bila pokrita še enkoli še z tole slamo. Drugače pa je bilo pa, tam je bil Božji grob noter, je bilo ogromno tega lesa, ne. In koliko je to gorelo. In to se je, mi smo pa v zgornji tele Frčadi smo bili, otroci smo se gor zbudili, ne vem, kdo nas je zbudil, ata ali mama, v glavnem mama, ja. Ja, čist potihem, nič luči tega še ni bilo. Kar dejte se lepo odzihniti, počasno pojmo, gremo v Kevder. No, in smo šli kar počasi, v temi dol, ne, v temi smo znali hoditi, ko smo bili vajeni. In smo lepo počasi prišli po štengah dol, po enih, pol nazadnje v drugih in dol prišli od spodaj v Kevder. No, in dol smo se počutili že kar malo bolj varne. Ampak tle, ko smo bili pa še zgorej, ko smo bila z Matije tam, pa ne vem, kdo je bil še kjer, ko smo stali takrat, gledam skozi okno, joj, cela cerkev, turm,
vse v čisti rdeči svetlobi, od te mižnarije, ki je gorela tamle par metrov naprej, ne. No in pa pokel je. Ta hiša je bila en kos pokrita s slamo, en kos pa s ploščicami. In te ploščice so začele pokati. To je pa pokal, kot da bi saj s pištolo ustrelil in se razmetavale. Tam je bilo hudo, ne. Tam je mižnarija, pol so mižnarjevi povedali, kako je bilo, kako so se rešili, ne. Oni bi lih tako zgoreli noter. Če ne bi imeli rešilnega, bi rekel, izhoda. V kuhinji je bil pa, to je bila še stara hiša. In ko so enkrat pol že to mižnarijo že nekaj predelavali, ampak so pustili v kuhinji en takle loputnik, ki se je odprl in si dol prišel po stopnicah, ali pa po lojtar, no in kaj je bila, si prišel v star klet, ki je bila še klet, to je bila pa že pod zemljo. In ta je imela pa izhod na ta spodnji dan strani, ker je mižnarija stala mičkeno za hribčkom. To je pred mižnarijo je hoč bil en rahel hribček. In oni so imeli to hišo glih za hribčkom dol, no in je tukaj so se oni potem na tista vrata, ki so bila iz kleti ven, so se rešili in od tam pa do cerkvenih vrat oziroma do cerkvenega obzidja ni bilo več daleč, so šli kar po vrst lepo noter, s staro mamo vred. In so tam pol v klopi, dol v lopi, to velik cerkvi v glavni, so menda pol do jutra nekje preživeli tako rekoč v tem strahu, da so še ostali živi, ne. Mižnarija je pa gorela potem še pol dneva ali pa še malo, ne. Vse, kar imeli so 2 prašiča, tista sta zgorela tam na vrh, smo jih videli pol, kako se to kutka, se je to smrdelo, kuhalo pa ne vem kaj, ne. Vse zažgano, kar cel kup pogorišča je ratal, ne. Ampak ljudje so ostali živi, pol pa se zaveda, so se začeli kam pa zdaj, ne. No, je pa Smrekarjeva hiša tokle nižje dol, bila je skoraj prazna. In tako so se začeli, pol so pa en prostor najdeli tam dol, no in tam so oni pol do 45 leta, takrat naprej so šli čez mejo, so pol tam dol prebivali, ne. Koliko tvojih bratov pa je bilo takrat v vaški straži? Jože pa Lojz. Sta bila? Sta bila, ja. A sta po tistem kaj povedala, kakšen je bil ta boj? Jože mi nikoli nič o tem govoril. Ne vem, Jože je bil pa nas tak malo zgovoren, pameten, tako bi rekel, brihten zase zelo. Nič se ni dosti, tudi mičken, ko povem, en cajt smo delali, da je mičken Petrovega značaja. Tako nekem, on je veliko zase, sam je bil že od samega začetka, se je nekje mogel sam zdrževati in to se je čutilo tudi pol, ko je enkrat odrasel, ki je bil že ovča. In mislim, je že bil odrašen in se je videl, da se je znal prav in odločiti. Lojz je bil pa veliko drugačen, Lojz je bil pa bolj vesel, tak sem pel bi pa ne vem kaj, vse sorta tak živahen, ne, in ves navdušen nad tem, če bomo se osvobodili, dale pa ne vem kaj. Se spomnim, hitro je dobil na povezavo, je prodajal Slovenca. Takole po maši tle, ko so ljudje prihajali, veliko ljudi je prišlo, on je stal pa tle pred Totenkamber, ne, to je zdaj pri tej spominski svečanosti, on je stal s takim pokom Slovencev in je tam začel Slovenec, Slovenec, in je vse je poprodal, ne. Tako je bil navdušen in drugače pa tudi zelo bolj zgovoren, bolj tako, jaz se samo spomnim, ko je enkrat povedal, jaz sem bil na enem oknu v Farovži gor, v prvem nadstropju, puško sem jemu pripravljeno, pol pa municije nisem imel. Sem šel pa po municijo, prav pridem nazaj, pa puške več ni bilo. Namreč premalo je bilo, ne. Tam jih je bilo, kakor je eden v eni pesmici, ko ne vem,
kje je da je tista pesmica. Naša Ančka je znala skoraj na pamet, ker smo jo večkrat slišali. 33 nas je bilo, branilcev. No, in to je eden, pa ni bil Šentjoščan, eden, ki so bili že tle, ali Zrovt, ali ne vem, ki je malo navdušen tega pesniškega, in nekje ena kratka pesemca bila napisana prav od tega napada. Da jaz sem takrat povedal, mislim, da je to dosti prav. Pri nas se te ni videl, ampak slišal sem in toliko sem vedel, da je tudi Štantov Janka, ko je pisal, je malo neodločeno pisal, koliko jih je bilo, ampak jaz sem dejal, tisti, ki je on takrat napisal, se mi zdi, da je bilo navedeno. 33 nas je bilo. Ne? Tako da bolj smatram to, da je veljalo. No. Koliko pa teh partizanov se pa ne ve? Partizanov je bilo pa kar nekaj 100. Nekaj 100, ker so bile kar 2 ali 3 brigade. Tako da so menda čist obkolili tle pod cerkvijo, pa skozi ta grič, kje do Možineta, pa pod šolo dol. To se pravi, cel ta hrib je bil nekje čist obkrožen. Ne? In so streljali z vseh koncev. Veliko so streljali iz te doline, tle mimo naše hiše, v Turn. Sem mislil, da imamo v Turn, ne vem, kakšno stražo. V Turn je bil pa naš ata, pa Francis Fest, tale tle od spodaj, ki je daj. Ja, naš ata. Ona dva sta bila kot straža in ona dva sta pravzaprav pozvala v Faroš. Škoda je bil, to je bil prvi telefon, ki je bil žica potegnjena iz Turna, iz Line, pa v Faroš, ne vem na kjer okno ali na koga, ki je bil en zvonček. No in ko je na ta tle v Turnu potegnil na to žico, se je tam zvonček zavrtil, se je oglasil. No in s tem nekje se je začela ta povezava, da so vedeli, kaj se dogaja. Te so videli, da se nekje tam okoli cerkve začnejo pojavljati ene ljudje, kar pa ni bilo več naravno, to je bilo nekaj čist drugega. In seveda pa je pa začel pa pokati, so pa streljali tle, se pravi, v ta mal zvon v Šentjoštu še danes, če ga greš gledati. Jaz sem nanjega ne vem koliko potrkaval, je imel ob stran udarce od dum krogle. To so te kogle, ki so priletele gor in so se razletele, šele kaj je udarilo v zvon. Ne. In je zvon majhen odkrhnen. Tako da to je še spomin na tisto prvo vojno. A se ti kaj spomniš, naslednji dan ste kaj po vas hodili, pa videli kakšnega od teh, ki so bili ubiti? Tle, da bi videli po vas in nobenega ne. Ne. Veš, kako je? Takrat, kdo se je pa upal? Kdo se je pa upal iti doma iz hiše ven? Ne? In mi smo stali recimo takrat po tistem, mogoče kaj je bilo enkrat že tukaj, sonce je prišel takrat, vem, sončen dan je bil. In mi otroci zaspan tak, ampak smo prišli doma, je bil pa pred naš hiš lesen prag, star lesen prag, mogoče to kar pol hiše, star. In na tistem pragu smo mi živeli, pa delali, pa spali tudi velikrat. No in na tistem pragu smo obstali zjutraj in gledali. Takrat ni bila mežnarije, se je naravnost videl ta kugelč od unale strani, ta grič, se je videl krasno in ta grič je bil nekje gor obrašen z ogromnimi smrekami, nižji dol so bile pa razna grmovja, tako velike recimo, veš kako je, tole en tak grmiček, ki ga naredi leskov ali kaj povem, in to je bilo fajn, enih par takih grmičkov je bilo, napreden prideš dol do ceste, ker se gre potem tle v Šentjošt, skozi vas, ne. In tisti jutr, ko smo mi stali pred hišo, naenkrat zagledamo, da eden z enega grmiča tam prihaja dol. Da se je kar izza grma ven pokazal in se je začel vračati sem proti Smrekarjevi hiši, bi rekel, ne, dol po tem griču. In tle pri cerkvi, kaj je bil pa še ta zid okrog, ne, pa zagledam
Andrejca Glavtarja. Glavtar, to je bil oče od tega Ivana. In s puško za zidom stoji dol in je zagledal, da se ta človek nekje bliža gor proti Smrekarjevi hiši. In seveda, točen kaj je bila, točen ne vem, ampak kolikor se spomnim, da je ta Glavtar zavpol, stoj! Vzel puško in ustrelil, ne njega, ampak nekje mimo, ne. Sem to, da je naredil preplah. On se je pa okoli obrnil in je vžgal nazaj, čez kugelj tle gor in konec. To je bil prvi vid in razvid, kar se je zgodilo takrat tisti jutr pol. Človeka drugega, benega tujca nismo videli. Malo kasneje, ko je pa že mogoče tam, da bilo okrog poldne, so se pa prvič pojavili pa Nemci. Nemška meja je bila tamle gor, pri Jureš pa pri Pišk, ne, to se pravi ne tako daleč iz tele... Vasi. Ja, čez pa Planina, ne, to je bilo že vse pod nemško. In Nemci so videli, da tle vse gori po vasi in imeli so tam svoje postojanke. In nekaj, oni so se odločili, verjetno njihova komanda je bila, da ne grejo gledati, a je gor še kaj živega ali vse hin. Ne. No, in naenkrat zagledamo mi, od Brnka sem, pa ne tako v vrsti, ampak eden tam po uni strani, eden tle, kar tako, ne, v strelcih, kot pravimo po vojaške, so se počasi bližali vasi. Mimo naše hiše, dol proti cerkvi. Tle okoli sebe. Vsi tiste brzostrelke držali pred sabo, ne. Mi smo se jih kar ustrašili, smo delali, kaj pa da je to, ne. Oni pa čist nič, nas nič porajtali, kakor da nas ni. Samo mimo nas, naprej, počasi kar dol po vas. Do kje so oni šli, nimam pojma. O tem noben ni nič povedal, da bi nam, recimo, kaj se, a so prišli, ali so samo skozi prišli, mimo farov, že kaj je bila straža, ne, tako naprej, a so se tam kaj ustavili, a so koga kaj vprašali, ali nimam pojma. O tem ni nikoli noben nič govoril. V glavnem, tile Nemci so prišli in so videli, da še vse, kakor toliko je živo, edin, kar je bilo pogorišče, je bilo pa kar nekaj, in seveda pa so se verjetno vrnili nazaj, brez da bi karkoli počeli, ne.